Eva, to je tvoj nov avto. Eva pa otroci grejo en krog. Ok, zdaj pa tako odpravljam se od doma tukaj v Mariboru in sem zelo vesel, ker bom čez dobre pol ure, pa dajmo reči čez uro, ko pripeljem v Mursko Soboto, prvič videl Evin nov avto. Gre za rabljen avto, Hyundai Tucson, prejšnja generacija, absolutno dober razmerje med vrednostjo pa topljenjem, kar ta avto zagotovo je. In pol valjda se vržeš malo na net, jaz sem ji par avtomobilov predlagal, njej se je ful luštno zdel ta Tucson. Darko moj, a se greva pelat? Evo me, tukaj sem, vidiš kaj piše na hiši Meško. Tukaj prodajajo Hyundai. Mes kar zraven tele rakete parkirava, prav? Se veš kako je, ne? Preden se avto kup, ga je treba malo pogledati, preveriti. O, Madonna. Evo, vidiš, to je Evin nov avto, gre za Hyundai Tucson. Če se ne motim, je tole letnik 2018 z opremo Style. A je to tista oprema, ki ima že malo večji zaslon, pa kamero za pomoč pri vzvratnem parkiranju. Barva mi je všeč, ni srebrna. Mimogrede za Meško, vidiš, takole zgleda njihov logo, tudi poglej. Za njih nisem vedel, dokler z Evo nisva začela iskati avto za njo. Madonna, pa se ta avto je nov. The best. Ojo, Hill Descent Control imaš ti, ali kaj? Daj neh, jaz sem že malo pozabil. Je to del serijske opreme? To mogo jaz vedeti, a? Meško, tukaj iz Murske Sobote. Vidim, da imajo kupenih avtov, rabljenih na prodaj, prodajajo Hyundai, pa kaj smo rekli. A BMW, ste stari le to? A vidiš, kaj piše? BMW specialist? Ne. Čakaj malo. Ma ta avto gre ti sedežev. Ma kamero. Zmerili smo tudi farbo, oziroma na tak način preveriš, ali je bil kakšen del slučajno menjan. Nikoli ne veš, je pa res, da ima avto res razmeroma malo kilometrov, 83.000 kilometri so zagotovo ta pravi, gre za stranko, ki mislim, da je zdaj že tretji ali četrti avto, kupila pri Hyundaiu, tega je prodala, kupila ta novega Tucsona, vsa servisna zgodovina je zabeležena. Čak, lega, tale bo pa pristal zdaj. No, zdaj pa skočimo naprej, kakšen teden pa pol. Eva prodaja svoj starejši avto, zanje je bilo treba seveda poskrbeti. Gre za Toyota Auris, letnik 2007, z izjemno malo kilometri. Evo, dan kontakt. Daj to, 91.351. Gre za definicijo vzdržljivega delovnega konja, ki je svoje opravo, pa še naprej bo počel enak. Se veš, preverjen kombo, 1.4 bencinar, atmosferc, 71 kW. To, če malo na njega paziš, se nima kaj zgoditi, zelo vzdržljiv stroj. Ampak leta so leta, družinsko življenje pa tudi svoje prenese, za avto je bilo treba poskrbeti. Jaz sem ga odpeljal, jaz tega človeka ne morem bolj priporočati do Kosmača. Matic Kosmač Car Carry iz Tržiča. Kosmač je naredil čudež. Ker ta avto tukaj zadaj, mater zgleda kanal. Vsi tisti, ki imate otroke, dobro veste, kaj vse se v drugi vrsti zgodi. Kva vse se poseje, kva vse se polije, kaj vse se zgodi. Še kakšna bruhica sem pa kaj. Še en gre podn. In to je to. Pojmo iskati avto. Za Meškota sem pa že zanč malo omenil. Kot jim rekel, vzorna izkušnja od začetka do konca. Ok, zdaj pa tako, jaz sem že v Murski, vse skupaj smo opravili. Eva me je pooblastila za prevzem vozila, da sem lahko tudi v njenem imenu avto registriral in pa so me malo presenetili, ker sem ga začel zunaj na parkplacu iskati. Ampak avto je v salonu, evo ga. O, Madonna, lahko so se lepo pripravili. Eva, to je tvoj nov avto. Hitro je bilo to, jaz sem... Čaki. Ne, je že v redu. Kakšen grif, jaz sem mislil, sem zdaj pripravil. Zadnji sem ti ga že na hitro pokazal, pa ti ga bom vseeno. Evo, tole njegov kokpit. Sem vesel, da ga jaz domov odpeljem, veš. Preden pa tale vlog zaključim, bi prvi izpostavil samo še eno stvar. Veš, kakorkoli obrneš, veliko pomeni tudi to, kakšen odnos ti pride nasprot. Odnos ljudi, s katerimi sodeluješ. Ne bom se ti zlagal, Eva je dobila kakšen procent popusta, tudi zato, ker sem rekel, da bi jaz rad pa ta odnos, ki ga imajo, da bi dal jaz to malo na probo. In ta prva stvar, ki prije iz ust človeka, s katerim sem sodeloval, Jure, mimogrede pozdravljanje, bilo, dajte vi zares preizkusiti našo storitev in če boste zares zadovoljni, pol nas pa pohvalite. Tako da tale pohvala, avto hiša Meško, ta ni prišla na lepe oke, ampak je zaslužena. Konec koncev pa, ko začneš razmišljati, ne, 30 let tradicije, ma ne, še več, da, 91 so začeli, da to pa pol na konc dneva vse nekaj šteje. Se čuti izkušnje in se to pozna tudi na odnosu. Pa ajde še en uč lahko vržeš na salon. Hyundaiova aktualna flota i30 Bayon, i20 Kona, pa Evin nov avto. Aktualen Tucson, pa še i30 Wagon. Eva duša hodnik. Prekmurci so ti dober avto zrihtali.
prva ocena. Začetek za mano, dobrih 100 km avtocestne vožnje, kot sem rabil od Murske do počivališča Dramlje, mimogrede, lepo so zrihtali. Parkplaci za motoriste, avtodomi, dobro je. Tucson je že nabral par žužkov, ampak drugače se pa odlično drži. Benziner atmosferc, 1.6 mašina, 136 konjev, poraba zdaj le dobrih 7 litrov, kar se bo seveda pri običajni vožnji spustil. Predvsem pa vidim, da ima posodo za gorivo zelo veliko, zdaj sem naredil 100 km, pa še vedno piše, da imam za 660 km dosega. Meško vidim, da mi je še eno nalepko gor pustil, v redu je. Jaz zdaj pa pogledati, koliko za kaj so ta novi WC-ji. Vse skupaj izgleda kar lepo, urejeno. Tlele noter se bo dal kakšen sneg kupiti, I guess. Vozna dinamika pa, jaz sem teh avtomobilov v preteklosti, točno te generacije, testiral že kar nekaj, mislim, da je 3-4 vsaj. Še danes, tudi tale, se pele zelo dobro. Materiali Hyundai ima zdaj bolj kakovostne notranjosti, ampak sestavljanje pa vse skupaj odlično. Tudi, ko se komponent dotikaš, pritiskaš, zelo dobro. Pa klasična ročna, to tudi nekaj šteje. No evo, po dobrih 175 km je tale avto prišel do svojega novega doma. Eva pa otroci grejo en krog. Kako fajn, stari.